V cerkvi svetega Miklavža v Kostanjevici na Krki so pred dnevi odprli potujočo razstavo Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije, ki na 17 panojih prinaša vpogled v delo in uspešno izvedene restavratorsko-konzervatorske projekte novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine med letoma 2012 in 2022. Razstava Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije je v bistvu razstava, s katero smo želeli obeležiti jubilejnih 40 let delovanja naše območne enote, ki je bila ustanovljena 1983. leta. In je v bistvu z razstavo nadaljujemo razstavo, ki smo jo tudi imeli, in sicer ob 30-letnici. Poskušali smo predstaviti najrazličnejše objekte dediščine, potem zelo različne projekte obnove, in sicer tako, da smo poskušali predstaviti iz vsake občine vsaj en objekt ali nek projekt obnove. Del razstave, po kateri je obiskovalce popeljala konzervatorska svetovalka Judita Podgornik-Zaletelj, je tako tudi obnova 500 let starega obmejnega Uskoškega stolpa v Črneči vasi, ki so ga v kostanjeviški občini slovesno odprli leta 2018. Podobnih primerov kakovostno ohranjene nepremične kulturne dediščine je ob dejstvu, da vsi niso dobili mesta na panojih, na razstavi še veliko. Res v zadnjih letih je bilo kar nekaj res kvalitetnih prenov, pa tudi dosti tudi tematsko pokrivajo, recimo predvsem pri arheologiji, recimo s temi tematskimi potmi, ki so v zadnjem nekaj letih bile kar aktualne in jih je bilo kar nekaj urejenih, pa potem posegi na območjih kar 2 protiturških taborov, kar tudi v nekaj letih, pa potem velike prenove mestnih jeder. Tukaj smo predstavili pač Črnomelj in Novo mesto. V preteklosti recimo je bila podobna velika prenova v Brežicah in še kje tudi pričakujemo, da se bo še nadaljevalo, tako da tega je kar nekaj, tudi te velike prenove do nekih manjših stvari, manjših prenov, manjših posegov na manjših objektih, ki so pa ravno tako zelo pomembni za to, da ti objekti ostanejo. Kljub mnogim pozitivnim zgledom se v novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki izvaja varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v 18 občinah v jugovzhodni Sloveniji, že leta srečujejo s težavami pri sami izvedbi gradbeno-obrtniških del. Ker danes vedno težje dobimo primerne izvajalce za tako čisto navadna gradbena dela, da ne govorimo o nekih zelo starih, znanih prekrivanju s skodlami, do prekrivanja slamo, do izdelovanja, delov nekdanjih mlinskih koles, nekih mlinskih postrojenj, mlinarskih postrojenj, do tudi čisto banalno, recimo izdelave lesenih oken, ki morajo biti narejene po vzoru nekdanjih, ki so bili na objektu. Recimo, tako da to je zdaj kar velik problem, tudi za sama čisto zidarska dela, danes dobiti usposobljene, kvalitetne izvajalce, ki bi znali delati tudi starimi materiali na star način, je zelo težko. Ključnega pomena za uspešno končana dela in obnove na vseh zvrsteh dediščine je ob srečni roki pri izbiri izvajalcev, projektantov in arhitektov, sicer predvsem posluh lastnikov za ohranjanje nepremične kulturne dediščine. Od njih je največkrat odvisno, ali se bo obnova sploh zgodila in kako uspešna bo. Zaradi tega seveda smo zelo hvaležni, ko je njihov pozitivni odnos prisoten pri sami obnovi. Tako se je tudi izkazalo tukaj na območju občine Kostanjevica na Krki, kjer smo sodelovali kar s parimi tovrstnimi lastniki, ki so uspešno prenovili svoje objekte. Za njihov prispevek k ohranjanju nepremične kulturne dediščine so ob odprtju tokratne razstave Mateju Kuharju in vaščanom Črneče vasi, kostanjeviški občini, tamkajšnjemu župniku, galeriji Božidar Jakac, občinski organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB,
Osnovni šoli Jožeta Gorjupa, Andreju Šprajcu ter zakoncema Lidiji in Maticu Bratkoviču namenili posebne zahvale. Ob teh prilikah, ko utvarjamo razstavo našo potujočo, se zahvaljujemo tudi posameznikom, potem ustanovam in društvom, ki so kakorkoli prispevali k obnovi dediščine ali k dvigu zavesti o varstvu in ohranjanju dediščine. Bili smo pozorni predvsem na vse tiste, ki so pomembno prispevali k sami prenovi objektov ali pa so spodbudili ostale k sami obnovi. Odprtje razstave, ki bo v času uradnih ur tamkajšnjega turistično-informacijskega centra na ogled do 14. julija, sta z glasbo popestrili učenki Krške glasbene šole Nika Njenjič Žaren na flavti in Lara Merlin na kitari.